vsako jutro pozive sonce. Prvo se zbudiš in umiješ svoje sence. Takrat najlepša si. Tvoji kmetje v tvoj les in na polja gredo. Nisi novi, pa v fabriko. Takrat presrečna si. Edina priča si življenja naše reke. Edina priča si gospodstva nekdanjih grofov. Edina priča si bojev liških napov. Nima priča črnih konjev. Zavetje daješ in svobode vsem, ki hodijo po tvojih stezah. Tvoji studeci ne usihajo, samorastniki ne umirajo. Tvoje ptice zmeraj pojejo, požiralniki še živijo. A ti mogočno stojiš in gledaš, kako lep je ta naš svet. Na tvojih krilih bi sedel, da saj enkrat bi to zemljo v dlaneh imel. Boranci pisal o tebi, jaz bom pa pel. Boranci pisal o tebi, jaz bom pa pel. Jaz bom pa pel. Jaz bom pa pel. Jaz bom pa pel. Hvala, te bo še eno, ko je tudi vezana na otroke, pa levi del že. Pri sosedu niso imeli matere, le kup majhnih otrok. Pri sosedu tudi kruha ni bilo, kakor na drugih mizah. Zato so ti otroci radi k nam prišli, a le na skrivaj, da niso tepeni bili. Se naša mati je bila dobrega srca, tako kot babica. Zunaj mraz in globoka gas je skrivala te majhne pike do našega dvorišča. Te majhne pike, lačne kruha in toplega obdiša. Naša nova mama je huda, ne mara nas, ne da nam kruha. Vsak večer pri zimniku več svihti in tisti postelji, kot oče spi. naši dimnici je bilo toplo. Tam
za ljudi in svinje se je kuhalo. So stali tam na sredi sosedovi otroci in govorili, kako doma jim je hudo, da lačni so. Ponavadi so imeli žepe brez dna, se nosili so obleke svojega očeta. Nekoč jih mati napolnila je z orehi, pa je prazen ostal še naselje v levi. Da je stopil naprej in zaklical, teta, tu je še nevžej. Se naša nova mama je huda, ne mara nas, ne da nam kruha. Vsak večer pri živniku ven svihti in tisti postelji, kot oče spi. Drug za drugim so vstopali čez prag, ko se zunaj navadno že delal je mrak. Visok sneg kot kamnita odeja je skril te pike v svojo gard. Vsi otroci so naši otroci, je rekel prijazni glas. Vse frklje in smrklje in froci, vsi svetlih in temnih in kodrastih las. Vsi naši, tudi tisti drugačni, drugačne usode in vere in ras, vsi beli in črni, vsi bolni in lačni, so taki kot kdo izmed nas. Skupaj na tem svetu živimo. Svet nam je skupna velika vas, kjer na srečo iščemo rimo in poslušamo Božji glas, ki živeti in rasti veleva in biti odprtih rok za hudo, ki prizadeva vsak čas na milijone otrok. Vsi otroci na svet so rojeni za srečo in dober prid. Vsak je podoben tebi in meni, in vsak je sonce in vsak je svit. Tako je zapisal Tone Pavček in vsak piše svojo in zgodbo otroka. In danes skupaj odpiramo vrata društva Hiška, društva za pomoč otrokom, mladostnikom in staršem otrok s specifičnimi učnimi težavami. Kraj, ki nenehno raste in se razvija, z današnjim dnem odpira zaveso novim pogledom. Zato je z nami tudi župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen. Dober dan. Spoštovani zbrani, lep pozdrav seveda tudi v mojem imenu oziroma imenu občine Ravne na Koroškem. Veseli me, da smo se tako v kratkem času po pobudi staršev, ki se je oglasila na občini, že zbrali tukaj ob otvoritvi te pridobitve vaših torej prostorov, društvenih prostorov. Zelo kratek čas je minil, čestitka seveda vsem, ki ste aktivno pristopili torej k organizaciji društva in pa potem seveda tudi k vsem aktivnostim, ki so nas pripeljale do današnje točke, da lahko slavnostno odpiramo te prostore društva Hiška. Ravno na Koroškem, Koroška regija seveda je s tem bogatejša še za eno pridobitev, za društvo, za nek okvir, kamor se lahko obrnejo starši, skrbniki, sorodniki, ko opazijo seveda ali šolski delavci, ko opazijo, da otrok ima neke vrste težave, ki lahko nastanejo seveda zanj problemi. Tovrstne težave do sedaj niso bile ustrezno reševane, nekaj truda sedaj je vloženega strani strokovnih delavcev osnovnih šol, toda seveda ta pomoč, ki jo danes otvarjamo, je dragocena in starši, ki morda še ne vedo, ali njihov otrok potrebuje pomoč ali ne, bodo lahko najbrž prišli po nasvet iz prve roke v to društvo Hiška. Čestitam za zelo zanimivo ime in torej bomo poskrbeli za naše najmlajše, za njihove starše, da bodo lažje živeli v naši skupnosti, se lažje vključevali, na kakršenkoli način bo seveda njim ustrezalo.
Disleksija je relativno neznan pojav v širši populaciji, v širši javnosti, zelo dobro ga pa najbrž poznate tisti, ko ste bili s to težavo svojih otrok soočeni, vendar ko človek pogleda na tem letaku znane dislektike, pravzaprav ne vem, če je to sploh problem, morda je to celo prednost, če kdo ima disleksijo, kajti ko pogledamo ta seznam, si bi človek najreč želel biti dislektik in se upisati torej na ta eminentni seznam, kjer so tako zveneča imena, kot je Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Steve Jobs. To so ljudje, ki so oplemenitili naš svet, ki so izboljšali naš svet, da je danes takšen, kot je. Ampak ne glede na to, seveda čestitke vsem, ki ste se za to prizadevali, predsednici, gospe Fajmut Pandev, in vsem drugim, ki ste seveda vložili te napore, te aktivnosti, s tem ste dokazali seveda, da ste sposobni to organizirati, da niste, bi rekel, samo bili nezadovoljni, da to ne organizira nekdo drug namesto vas, ampak ste vzeli stvar v svoje roke in se sami lotili teh aktivnosti, da lahko danes tukaj torej stojimo in svečano otvarjamo ta prostor. Občina pa je prispevala le majhen delež, kar je seveda tudi njeno poslanstvo, da omogoča, da lahko tukaj živimo čim bolje povezani, čim bolje enakopravni. Predvsem pa je sva naloga občine, kar danes vi izpolnjujete, da poskrbi za tiste, ki seveda pomoč potrebujejo, na kakršnem koli področju je pač ta pomoč potrebna. Torej, resnično še enkrat čestitke, zahvala za vaš dosedanji trud in želim, da bi ta hiška delovala dobro, da bi marsikomu pomagala in prepričan sem, da bo to hiška dobrote, velikega srca, ki bo marsikateremu otroku izboljšala življenje. Hvala. Kdo živi v hiški in kaj bodo tukaj počeli, pa danes z zanosom in ponosom predsednica društva Vanja Fajmut. En lep pozdrav še v mojem imenu in imenu društva Hiška. Najlepša hvala, gospod župan, za vašo prisotnost. Zahvala bi se tudi gospodični Meti Žgur in seveda naši desni roki Nini Vidovič. Hvala vsem, ki ste prišli, vsakemu posebej. Zelo hvaležna sem, da smo danes tukaj, da nam je uspelo narediti prvi korak v tej smeri, da dobimo tudi na Koroškem neko stično točko, kamor se bomo lahko vračali starši, otroci, sodelovali z učitelji, z drugimi institucijami. Hiška je v bistvu nastala, ko smo dve družini trknili skupaj čisto domače. Družina Ilič Umnik in naša, vsi imamo otroke z specifičnimi učnimi težavami, vsi smo naleteli na ovire, vsi smo naleteli na kako in zdaj naprej, kaj to je. In smo se odločili, da to rešimo skupaj, da rešujemo skupaj in da sodelujemo tudi z drugimi. Pod to hiško se nahajajo otroci, mladostniki, tudi že odrasle osebe, ki imajo specifične učne težave. Disleksija je ena izmed najbolj pogosteje slišanih, med različne težave ali primanjkljaje raje sodijo še disgrafija, diskalkulija. V današnjim dneh je zelo razširjen pojav ADHD oziroma motnja pozornosti in koncentracije s hiperaktivnostjo in še lahko bi še naštevala naprej. To niso otroci, ki so leni, to niso otroci, ki se jim ne ljubi, to niso otroci, ki so nevzgojeni. To so otroci, ki imajo mogoče res na eni strani primanjkljaje ali neke težave, a na drugi strani veliko talenta in genialnosti. In zakaj društvo Hiška? Ravno zato, da se ne bi ta talent in ta genialnost potlačila, da se ne bi uničila njihova domišljija, da se ne bi uničila oziroma zmanjšala njihova samozavest, ampak zato, da jim na eni strani pomagamo iti skozi učni proces, ki je mogoče za njih malo težji kot za ostale otroke, in po drugi strani, da jim pomagamo razvijati te talente. Jaz resnično verjamem, da nam bo uspelo skupno pomočjo. V tem primeru bi se še enkrat zahvalila občini Ravne na Koroškem, ki nam je takoj odstopila prostore za brezplačno, se pravi, nam je ponudila roko iz prve.
imamo velike vizije, imamo plane, imamo cilje, kaj vse v tej hiški narediti, omogočiti čim več delavnic, kako bi tem otrokom, ki imajo primanjkljaje, pomagali, kako bi se učili mi starši, kako jim doma pomagati, predavanja, da bi na Koroško privabili čim več strokovnih delavcev, ki se bolje spoznajo na te teme, da bi poučili nas člane, kot tudi učitelje in strokovne delavce na šolah. Zelo si pa prizadevamo, da bi bilo sodelovanje s starši in šolami in drugimi institucijami čim močnejše. Kajti tudi iz svojih lastnih izkušenj vem, da če starš sodeluje z učitelji, če starš sodeluje s strokovnimi delavci na šoli, če sodeluje tudi z drugimi institucijami, prisluhne, kako pomagati, je lahko uspeh res dober. Tako da še enkrat hvala vsem, ki ste prišli. Bi pa še nekaj rekla, kar me opozorila naša podpredsednica Janja, da se moram pa v prvi vrsti pa zahvaliti našim otrokom, ker zaradi njih tudi mi danes ne bi bili tukaj. Hvala lepa. Hvala, Vanja. Posebej pa seveda člane društva in pravzaprav vse veseli, da se je povabilu na ta dogodek in sicer kot slavnostna govornica oglasila tudi gospa Meta Žgur z Inštituta za disleksijo v Ljubljani. Dober dan. Lep pozdrav. V imenu Inštituta za disleksijo, ki deluje v okviru Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, bi najprej iskreno čestitela ob ustanovitvi društva Hiška, društvo za pomoč in podporo mladostnikom, otrokom in staršem otrok s specifičnimi učnimi težavami. Spomnim se dne, ko sta Janja Šumnik in Nebojša Ilič prišla skupaj z Maksimom na testiranje za disleksijo k nam na inštitut. Nista prišla, ker bi želela dobiti potrditev, da ima njun otrok težave, ampak ker sta želela potrditev, da je disleksija dar, ki ga lahko Maksim izkoristi na veliko področjih. Zavedala sta se namreč, da je disleksija drugačnost v mišljenju, ki ni nujno slaba, ampak je lahko zelo dobrodošla v družbi, ki podpira ustvarjalnost in inovacije. In ko sta spregovorila o ustanovitvi društva, so se v njenih očeh zaiskrile iskrice. In navdušeni smo bili. Navdušeni smo bili predvsem nad njunim zagonom in željo po pomoči in podpori otrokom in staršem. In preko Facebooka smo potem lahko 8 mesecev spremljali trud od formalne ustanovitve društva, izbire imena in prenove opreme prostora. In vse ves ta čas smo držali pesti, da jim uspe, da bodo Ravne na Koroškem bogate še za društvo, ki bo kot svež veter zavel po dolini. Zato je v bistvu društvo Hiška pomembno iz več razlogov. Prvi je zagotovo ta, da bodo starši tu dobili podporo in spodbudo pri soočanju z izzivi, ki jih prinaša disleksija in tudi druge specifične učne težave. Disleksija ima mnogo definicij, v splošnem pa bi jo lahko opisali predvsem kot drugačnost v mišljenju, kjer prevladuje desna možganska hemisfera. Zato so osebe z disleksijo ustvarjalne in inovativne, imajo bogato domišljijo, so odlične pri reševanju problemov in pri ustvarjanju novega znanja. So dobri strategi, imajo močno intuicijo in tudi močne in nenavadne asociacije in so sposobne hkratnega predelovanja več informacij in medsebojnega povezovanja podatkov. Težava pa nastane, ko osebe z disleksijo pristanejo v šoli, ki je linearno usmerjena, torej prevladuje leva možganska hemisfera. In tu naletijo potem na zid, ki ga težko preplezajo. Kako slediti postopkom, ko pa njihovi možgani niso zmožni slediti seriji? Kako pravilno brati črke, ko pa se jih ne da obračati, postaviti v prostor ali pa na nje pogledati iz več zornih kotov? In kako povedati točno določen odgovor, ko pa po glavi rodi tisoč idej in možnih rešitev? In z vsem tem se soočajo osebe z disleksijo, ko so postavljene predšolske izzive. In zato je društvo Hiška več kot dobrodošlo. Najprej zato, da bodo starši tu dobili podporo in spodbudo, kako bodo lahko šolsko snov predstavili na drugačen način, potem pa tudi zato, da bodo se udeleževali predavanj in izmenjevali znanja in vaje.
Otroci in mladostniki pa bodo lahko dobili potrditev, da niso leni, nesposobni ali pa nemotivirani, ampak da se zmorejo soočati s šolskimi izzivami. Še pomembneje pa se nam zdi, da društvo Hiška postane prostor, kjer bodo ti otroci in mladostniki lahko uresničevali svoje zamisli. Ker ne bo prostora za lenobo ali pa nemotiviranost, ampak bo kipelo od idej, izumov, rešitev in ustvarjalnosti. Kajti to šteje, da urijo talente, ki jim jih je podarila disleksija. Da bodo znali disleksijo obrniti sebi v prid in izkoristiti njene darove. Zato iskrene čestitke. Disleksija je en velik dar, ki je pomembno, da se jo otroci in mladostniki ne ustrašijo, ampak da se jo veselijo, da jo znajo izkoristiti. In prav to je tudi moja popotnica vsem vam, ki boste sodelovali in ki že saj sodelujete v društvu Hiška, da se veselite disleksije, kajti od nje se lahko veliko naučite. Ne za šolo, ampak za življenje. Hvala. Se mi zdi, da kar kipi ena energija v teh prostorih. Okay. So rekli, da bojo danes tudi otroci, če se že o otrokih pogovarjamo, aktivni, ne samo skozi besede, ampak tudi skozi dejanja. Zato je zdaj čas, da končno s prerezom traku uradno odpremo prostore društva Hiška, zato akcija, fantje. Seveda pa naprošam predsednico društva in gospoda župana, da prerežete trak, kot se to zares naredi. Bravo. Trak je prerezan. Hvala lepa. Ne bomo še malo, bomo še počakali z ogledom prostorov in si zdaj privoščili glasbo benda, ki si je danes posebej za današnjo priložnost nadel ime Disleksija hišni bend. En aplavz. Zato che ti si moja da vedo tako zato che ti si moja
che dissi moja popełni avveno potato za to che dissi moja popełni avveno potato Disleksija hišni bend še prihaja nazaj. Čisto od blizu in dobro seznanjena s temo prihaja tudi specialna pedagoginja osnovne šole Prežihovega Voranca, gospa Nina Vidovič. Dober dan. Najprej še enkrat lep pozdrav tudi v mojem imenu. Glede na to, da so bili moji govorniki, ki so bili pred mano, oziroma govorniki, ki so bili pred mano tako izčrpni, polni modrosti in pa resnic, bom jaz malo bolj na kratka, zato ker verjamem, da ste vsi že nestrpni, da si končno od blizu ogledamo te čudovite prostore. Bi jaz dodala samo še to, da kot specialna pedagoginja na redni osnovni šoli se res vsakodnevno srečujem z otroki s specifičnimi učnimi težavami ter njihovo problematiko. Zato res iz vsega srca podpiram, spoštujem in pa razumem pobudo staršev, da ste se odločili, da tukaj na Koroškem, pod to streho, ustanovite društvo Hiška, v katerem se bodo lahko uresničevale vse tiste lepe želje, ki smo jih slišali, vsi ti darovi in vse te neskončne možnosti, ki so pred našimi otroki. Zatorej se tudi jaz vsem zahvaljujem za prisotnost. Posebej bi se rada zahvalila pa še staršema Vanji, Matjažu, Janji, ne vidim ga, in pa Nebojši, za vse bom jaz rekla, trenutke, ki smo jih preživeli skupaj, zato, da ste bili tudi vi pripravljeni poslušati mene, moje načrte, moja priporočila in verjamem, da bomo skupnimi močmi lahko še naprej tako uspešno in pa dobro sodelovali tudi tukaj v teh prostorih. Hvala. Hvala lepa, Nina. Kako lepo je, kadar človek sprejemaš ljudi in svet okoli sebe točno takšnega, kakršen je. In ga s svojimi dejanji, besedami in mislimi skušaš narediti boljšega zase in za druge, če je to potrebno. Ujeti točno ta trenutek, zdaj, v soncu, pa je težko in veliko. Hvala lepa, ker ste prišli na obisk. Pomemben dogodek je danes, lepo se imejte. Disleksija hišni bend še enkrat, potem pa prostore društva Hiška. Well, I rushed to the window, I looked outside, hardly believe my eyes. Into Alice's drive. Oh, I don't know where she's living, know where she's gonna go. I guess she's got a ring, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I'm feeling. Baby, get a second chance. Now I'll never get used to not living next door to Alice. Grew up together, kids in the barn, grandma, and she always leaving bar, being nice. As she walks through the door with her head up high, just for a moment I caught her eyes. As the big limousine rolled
Oh, I don't know where she's living, know where she's gonna go. I